V avtomobilnosti vselej iščemo tehnološki napredek oziroma tehnološke presežke. Po drugi strani pa smo tudi zagovorniki druge opcije, torej opcije, ko se stvari smiselno poenostavi. No in ravno to, poenostaviti pa tudi delno poceniti, sta ključni nalogi novega Suzuki Swifta. Zgodovina Swifta se je v Evropi pričela pisati leta 1985, ko je Suzuki pod tem imenom k nam izvozil svoj model Cultus. In zato boste verjetno na ta model pomislili tudi sami, pa čeprav je Suzuki uradno zgodovino Swifta začel pisati šele leta 2004. Ne glede na to, je šlo pri vseh generacijah Swifta nekako za evolucijo majhnega, lahkega in navsezadnje tudi dokaj dinamičnega avtomobila, ki je bil kot globalni model priljubljen praktično povsod po svetu. Moram priznati, da je prav osvežujoče, kako je že na prvi pogled povsem jasno, da Suzuki s tem modelom natanko sledi svoji začrtani poti oziroma njegovemu poslanstvu. Pa poglejmo kako. Kot namiguje že njegovo ime, je bil ta avto doslej pravi sinonim za lahkotno vožnjo. Čeprav ga nekateri morda bolj poznate po športnih različicah, te so nosile ime Sport pa tudi GTI, je bil Swift dokaj dinamičen že v osnovnih. Novi Swift je po dimenzijah predhodniku skoraj enak in to pomeni, da gre za enega manjših predstavnikov svojega segmenta. Ampak še bolj kot mere nas je pri tem avtomobilu običajno navdušila njegova manjša teža. In tokrat se javljamo z dobrimi novicami. Čeprav je Swift v primerjavi s svojim predhodnikom, predvsem na račun novih asistenčnih sistemov, pridobil nekaj kilogramov, njegova masa še vedno ostaja pod 1 tono, kar pomeni, da je lažji praktično od vseh primerljivih konkurentov. はい、それぞれの部品を軽くすることは従来でやっていた。There are 3 pillars in order to decrease the weight of the cars. And the number 1 is to reduce the components of the cars. And number 2 is the layout changes of each component with the best efficiency. And number 3 is to also change the materials itself. There are approximately 20 kilograms increase when compared with the previous Swift. But however, we have changed in order to increase the safety equipment. And secondly, there are also needs to comply with GSR regulation. And also, they are trying to increase the performance of NVH, the quietness of the cars itself. So that's why they are having a little bit increase of the weight. No in tako po prvih zbranih vtisih tukaj na slikovitih cestah v okolici Bordeauxa lahko rečem, da Swift ponovno dokazuje, in to leti še posebej na električne avtomobile, da je užitek v vožnji še kako pogojen z maso vozila. Masa se seveda zelo občuti v zavojih, pa tudi pri zaviranjih. No in seveda vemo, kako je s tistim razmerjem v odnosu do moči motorja. No in če je ta masa še vsaj približno idealno razporejena, to pomeni zelo prijetno in lahkotno vožnjo. Zelo prijetno dinamičen je torej zaradi manjše mase tudi motor novega Swifta. No ampak, ko vam povem točno, za kakšen motor gre, boste morda nekateri privzdignili obrvi. Swift pod motornim pokrovom namreč ohranja 1,2-litrski bencinski motor z dobrimi 60 kW moči. Ampak pozor, po novem gre za trivaljni motor brez kakšne turbo podpore. Torej za 1,2-litrski atmosferski trivaljnik, ki je danes prava redkost. Kako to, da se je Suzuki odločil za menjavo štirivaljnika s trivaljnikom? Firstly, they are eco-friendly, and secondly, they are trying to the torque when they are driving in the city center, like low RPM, for example, approximately 1,000 to 3,000. These circumstances should be shown in when the car is driving in the city area. Da je avto resnično poceni in ugoden, pa mora biti poceni in ugodna tudi sama vožnja. Poleg blagohibridne tehnologije, ki prihrani nekaj decilitrov, ima tako Swift izboljšano tudi aerodinamiko. Kot nam je razložil gospod Kobori, gre predvsem za optimizirano oblikovanje karoserije, pa tudi za nekatere bolj skrite detajle. Poglejmo še v notranjost, ki je zelo klasična. Pred voznikom so tako recimo analogni merilniki, ogromno je še vedno fizičnih gumbov, tudi za recimo radarski tempomat, ki je po novem del serijske opreme. No,
pa tudi veliko zelo robustne, take trde plastike, ki so jo oblikovalci poskušali nekako razbiti z ličnimi detajli. Starost naših kupcev je, bom rekel, relativno visoka. V povprečju tam krepko čez 55 let, recimo pri Swiftu malenkost čez 50 let. Ne? In lahko rečemo, da ta segment kupcev ceni to, da je, bi rekel po angleško, user-friendly, da je enostaven za uporabo. Ko se usedeš v avto, ti je takoj vse jasno, ni treba biti zgubljen. In ja, to je sigurno eno dejavnikov, zakaj se stranke, posebno ta naš segment, ki je nekoliko starejši, radi odločajo za Suzukija. Swift bo torej po prvih zbranih vtisih še naprej zelo zanimiv in primeren za razgibane slovenske ceste. No, če vas te razgibane ceste pogosto vodijo dlje od vsakodnevnih poti, pa bo za vas morda zanimivo tudi dejstvo, da je pri tem avtomobilu še naprej na voljo tudi štirikolesni pogon. To pomeni, da Swift ostaja eden najcenejših avtomobilov s štirikolesnim pogonom, kar je vsekakor lahko pomembna niša. Ta štirikolesni pogon deluje popolnoma samodejno, na zadnji kolesni par pa lahko pošlje do 50% moči. No, in če je Swift na voljo tudi s CVT menjalnikom, boste morali pri štirikolesnem pogonu nujno poseči po 5-stopenskem ročnem menjalniku. Poglejmo torej za konec, kakšne so napovedi za Slovenijo. Jaz mislim, da slovenski kupci očitno cenijo in rabijo štirikolesni pogon. Zato, ker kupujejo naše avte ljudje, veliko tudi z ruralnih okolij, ki živijo po nekih hribih, ki rabijo, kjer so klanci, kjer je sneg in se zavedajo, da je Suzukijev štirikolesni pogon odlična rešitev v marsikdaj v kakšnih vremenskih zagatah. V Sloveniji je odstotek avtov s štirikolesnim pogonom, ki jih mi prodamo, čez 80%. Ampak, kot se kaže, bo Swift kljub svoji ljudskosti v Sloveniji ostal dokaj nišni model. Avto se dela na Japonskem, tudi novi Swift se bo delal na Japonskem in iz Japonske v Slovenijo dobimo občutno manjše količine avtov, kot pa jih dobimo iz tovarne na Madžarskem. Zato smo omejeni s to našo dobavljivostjo in pač prodamo, kar dobimo. Ne. To pomeni, recimo v lanskem letu smo prodali dobrih 100 Swiftov, za letošnje leto se obetamo nekaj več, ampak to je to, na žalost.